lahko cele počitnice bral knjige, najlepše pravljice, zgodbice, pesmice. A mi bo sposodil kakšno? Seveda. Fajn. Kaj pa ti delaš? Ja, pridi gledat. Jaz pa imam globus. Aha. Poglej, tu je Slovenija, tu. Ja. Tako kot je Sofija potovala z globusom po svetu, si jaz ogledujem zdaj te kraje. Pa ja, glej, tukaj je bil doma. V Afriki. Ja. Potem poglej Azija. Ja, tu sta tudi bila, na Kitajsko sta poletela. Tako, in potem glej tukaj na drugi strani te čudovite krogle, ki se ji reče Zemlja. Zemlja, planet Zemlja. Amerika in tudi Avstralija. Tu sta bila in sta Sofija je streljala z lokom. Wow. Ej, Povej. kje pa je Roman, ki je napisal to zgodbo? Veš, že dolgo ga nisem videl. Mislim, ne vem, kaj misliš, bi ga šla poiskat? Dajva nekje, pa ni rekel, da se bomo srečali, zdaj kmalu greva, poiščiva Romana, greva. Oj, jaz grem tja. Poiščiva ga! Kam? Pa tu greva! V stopnicah, pazi, počasi. Hitro. 3, 4, 5, je, pisatelj, poiščiva ga, Zelenko, tu pridi. Pa ni ga tu. Pogledava levo, tja je levo, tam je levo, desno, levo, dvignjena roka. Greva, pisatelj, hitro pridi. No, pa kje hodiš? Kam pa zdaj? Kaj če v križnici? Tu ga ni. Kje tu? Skrivni prehod. Ej, greva! Ja! Pati luža! Luže, globoke, zunaj za otroke. Pridi, tukaj. Tukaj bo zadnjo. Sofija, daj. ZKD. Ha, tu noter. Tu. Ajde. Tam je! Roman! Ja, živijo! Joj. Tukaj. Ja, jaz sem tukaj. Pa povsod te iščeva! Posod. Jaz sem bil celi čas tukaj in bral knjigo. Moram verjeti. Kako je to možno? Pa ne vem. Roman, povej, kako si? Super, hvala, kako sta vidva? Ja, odlično, zdaj še pa najbolje.
boljše. Ja, a veš, Roman, tvojo zgodbo o Sofiji in globusu je poslušalo 329 otrok v naših vrtcih in 37 vzgojiteljic jo je prebralo. Veš, koliko je to? Toliko! Ja. To pa si nisem mislil. Ja. Povej, Roman, zakaj pa si ti napisal knjigico Sofija in globus? To pa sta bila dva razloga. Dva. Prvi razlog. Napisal sem jo pravzaprav in tudi posvetil svojima hčerkama Piji in Teji, ki sta hodili v vrtec v Zgornji Kungoti, tu čisto blizu, kjer živimo in kjer sedaj tudi hodita v šolo. Drugi razlog, pa zato, ker v zadnjih letih je pravzaprav v tem našem območju prišlo tudi nekaj ljudi iz tujih krajev. Govorili so druge jezike, imeli druge navade, nekateri so imeli tudi drugačne obrazne poteze, ampak so bili še vedno samo otroci in ljudje, tako kot tudi vsi ostali tu. Zaradi tega sem napisal to knjigo. Veš kaj? Zdaj bojo kmalu počitnice. Res je. In tudi ti otroci bodo verjetno šli kaj na počitnice. Kaj bi jim ti kaj sporočil? Na počitnicah. A ni lepo tudi, ko si na počitnicah ali mogoče celo kje na morju poleti, da s sabo vzameš knjigico ali pa več knjig, pregledaš slike ali pa skupaj s starši tudi knjigo prebereš, spoznaš kakšno novo zgodbo in pa sigurno bojo ti otroci srečevali tudi svoje vrstnike. Mogoče kateri od njih ne bodo razumeli, tako kot Sofija ni razumela drugih otrok iz te knjige. Kar je bo? Pomembno je, da se otroci družijo med seboj in ustvarjajo nova prijateljstva in spoznanstva. To naj bo vodilo za letošnje poletje. Super! Noro! Hvala, Roman. Hvala 100-krat! Ni zakaj. Otroci, mi pa se kmalu srečamo, ker pridemo zgodbožerčki na obisk. Lepo se imejte, se vidimo. Adijo! Adijo, pa. Adijo.